Ja, vsem skupaj prav en lep pozdrav. Moje ime je Katja, sem mati 3 otrok, po poklicu pedagog. Zakaj sem se odločila za to temo današnjo? Zakaj? Zato, ker pač je prvi šolski dan se začel 2 dni nazaj, tako da se mi zdi, da je kar aktualno, da se majčkeno odpre to tematiko. Me je pa čisto iz osebne izkušnje presenetilo, ker imam tudi prvošolčka doma, in sva se udeležila pač skupaj prvega šolskega dne. Bilo nas je cirka, ne vem, v dvorani 150 staršev, in ko so prišli vrli gospodje, to se pravi tudi iz občine, me je najprej presenetilo, da od vseh zbranih v dvorani, torej edino župan in še pač njegova tajnica sta nosila nagobčnike. Takoj me je v bistvu, mislim, ne, mi ni bilo jasno, v redu, kaj se zdaj dogaja, ampak verjetno, da je to zdaj tisto, ne. Počasi, ja, se navajamo na nekaj, kar spet prihaja. Druga zadeva je bila pa, kako je nagovoril otroke. V šolo hodite zato, da boste vozili mercedese in si naredili hiše. In meni pač zanimivo je bilo to, da je večina staršev ploskalo na to izjavo. Tako da ne vem, no, kaj naj si mislim. Ja, in tule bi v bistvu mogoče eno misel podala, da kaj je v bistvu otroštvo. A je to dirka, kdo bo boljši pa uspešnejši, ali kaj je to? Mislim, iz tega koncepta, če pogledam, jaz res več ne vem, kaj je kaj in kaj je prav in kaj ni. Zdaj naprej bom pač vse povzela iz nekih osebnih izkušenj, ker ne želim nekomu uveljavljati, ne vem, svojih mnenj ali kakorkoli. Vsak od nas ima, pač je razumsko bitje in zna sam pri sebi presoditi, kaj in kako. In ni pač moj namen, da nekoga prisiljujem v nekaj ali karkoli, a ne, ampak pač zgolj pač bom podelila vse iz svojih osebnih izkušenj, ali pa mogoče se boljš sliši. To sem pač povzela od meni zelo dragega človeka, in to je pater Karel Gržan. On to imenuje iz osebne spoznavne resničnosti. In najprej bi začela, no, z čisto kratko o ustavi. Bi pač prebrala par členov, ki se nanašajo na Zakon o šolstvu, oziroma najprej bom prebrala 14. člen, ki se nanaša na človekove pravice in temeljne svoboščine, torej na enakost pred zakonom. Piše: v Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Torej, izobrazba smo slišali, potem je še v 34. členu je pravica do osebnega dostojanstva in varnosti. Torej, vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. No, potem so pa še v 54. členu ustave so pravice in dolžnosti staršev. Torej, starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke
Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Ker zakon, vsak zakon mora biti pa spet v skladu z ustavo. Zdaj, kaj so pa spet potem pravice otrok? Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. Potem je 57. člen, ki govori o izobrazbi in šolanju. Torej, izobraževanje je svobodno. Potem bi pa še poudarila to. 5. člen govori o pravicah do izbire oblik izobraževanja. Torej, starši imajo pravico izbirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v javni ali zasebni šoli ali kot izobraževanje na domu. To je v bistvu to. Ja. Zdaj bi se pa jaz v bistvu navezala na to izobraževanje na domu, kar je tudi moja izkušnja. Kaj to sploh je? Ker se mi zdi, da mnogi sploh ne vejo, zakaj se gre. Mešajo šolanje na domu in šolanje na daljavo. Zame je šolanje na domu življenjski stil, za katerega se v bistvu starši odločijo in oni v bistvu priskrbijo sami, s katerimi metode dela bodo uporabljali za izobraževanje svojih otrok. To se pravi, sprejmejo popolno odgovornost, s tem, da pač je zdaj še zaenkrat tako, da pač morajo otroci konec leta iti opravljati pa izpite v šolo. Zdaj eni mešajo, jaz sem imela tudi te izkušnje, ko smo se mame povezovale, in eni mešajo to in v bistvu bi najraje otroka pripeljali, ga pustili in to je to. Mislim, to ni ŠND, to ni šolanje na domu. To sem želela pač povedati, da je to življenjski stil. Kar sem pa opazila, zdajle, mogoče en teden nazaj ali pa 14 dni je bila oddaja na Valu 202. Govornice so bile tudi 3 mame in tako zelo so bile negativno obravnavane strani seveda družbe, strani pedagogov, ki so še vedno v sistemu. Govorili se je tudi o tem, da naj bi taki starši otroka, povijali v vato, naj bi taki starši, delali škodo otrokom, ker otrok ni socializiran potem dovolj in tako in naprej. Zdaj bi pa jaz v bistvu naslovila vprašanje socializacije, kaj sploh socializacija je. Zame ta socializacija, ki je zdaj v šolah, to zame ni nobena socializacija, ker je samo socializacija z vrstniki. Kje pa je socializacija starši? Saj v končni fazi so otroci 10 ur od doma, koliko so pol dejansko s svojimi starši doma. To je treba dati na eno, mislim, na tehtnico pa malo pretehtati. In zdaj se kar, bom rekla, ena taka vojna dogaja tlele na tem področju, ker hočejo tudi zakonom posegati v izobraževanje na domu. Tudi v Dnevniku je bil tudi en tak članek uprt v nas, ki izobražujemo na domu. Prej sem pa brala v ustavi, da ima vsak pravico, svobodno pravico, to se pravi, vsak starš se lahko odloči, na kakšen način bo šolal svojega otroka. Torej, zakaj je tukaj, ne vem, tako neodobravanje in tak negativno uperjen pogled v to. Zdaj bi se mogoče
dotaknila tudi te teme mask pa testiranja pa vsega, ne, da veliko staršev, to so tudi moje osebne izkušnje, se je odločilo za šolanje na domu ravno zaradi tega. In veliko teh staršev zdaj opušča šolanje na domu to šolsko leto in so pač dali svoje otroke nazaj v šole. Moja izkušnja je pa taka, da pač jaz se več ne ukvarjam z maskami, z testiranjem in s tem, ampak se ukvarjam s tem, da bo pač treba zapustiti določene programe, da niso več maske in to, ampak da je treba pač nekaj drugače res začeti delati in ker nekaj ne štima, ne. Zdaj, če se vrnem na sistem vzgoje in izobraževanja, ki je pri nas, je po mojem prepričanju pač zgrešen, ker je samo en koncept poučevanja in to vodi v kam? V enoumje. Zdaj, v določenih evropskih državah imajo mogoče so malo bolj prijazni, no, kar se tiče tega, imajo malo več ponudbe, da se starši lahko odločajo. Pri nas pa tega žal ni, oziroma pri nas je samo Waldorfska šola, je še potem pa Montessori. Zdaj točno ne vem, kako se oni pokrivajo, ali je kaj iz proračuna države ali kako, ne vem, to ne morem trditi, ker se nisem zanimala. Drugih konceptov poučevanja pa ni, ne, in tle je v bistvu, tle sem jaz, zato sem se jaz pač odločila, da pač za moje otroke to pač ni, tudi iz osebnih izkušenj, ki jih pač zdaj ne bom šla razlagati, ne vem, na dolgo in na široko. Meni zelo, zelo blizu je koncept rodovne šole, ki jo zagovarja Jasna Martinjak. Ona je tudi že leta nazaj pač ta koncept predstavila tukaj v Sloveniji, ampak ni obrodil sadov. Je pa taka šola v Rusiji. V Rusiji imajo pač te, ne, ker jaz sem pač mnenja, da se skozi ta koncept šolanja lahko otrok dejansko izoblikuje na vseh področjih razvoja, to se pravi, ne vem, na telesnem področju, čustvenem, mentalnem, duhovnem, tako, ne, da se res celota, ne. Pa mogoče še to, da to je moje razmišljanje. Zdaj, če pogledamo na celoten življenjski cikel ali pa krog ali kakorkoli, da vse se začne pri vzgoji, pa vse se začne pri izobraževanju, a ne. To je pol posledica tudi kakovosti družbe kot same, nekih vrednot, v končni fazi tudi odraz nas samih, a ne. Kar sem jaz, bom rekla, v vseh teh letih tudi ko sem delala pač v sistemu, opazila, da mi otroke ne obravnavamo kot nam enakovredne, ampak so vedno otroci v nekem podrejenem položaju. Tako da malo se je treba pač vprašati vsak pri sebi, a je to v redu ali ni, pač vsak pri sebi, to je pač moje mnenje. In če pogledamo mi sami sebe, ker smo pač velika večina verjetno pač šla skozi ta sistem vzgoje in izobraževanja, da neki napačni pristopi ali pa neke napačne metode dela, je prišlo v bistvu do nekih odstopanj ali pa nespoštovanja teh drugačnosti, in posledično verjetno tudi do nekih notranjih travm, ki jih še danes nosimo. To je pa po mojem mnenju se danes to tudi kaže kot odraz vsega, kar se dogaja v družbi. Tako da ja, mislim, ne, in tudi zdaj pač jaz sem dobila informacije, a ne, da se pač obljublja prenova kurikuluma, ne, ker je ogromno pedagoškega kadra šlo ven iz pač vzgoje, izobraževanja in ne dobijo novih. Samo gre pa spet v neko, ne, smer, ki odgovarja vsem ostalim, samo otrokom ne, no.
ne dela se spet na dobrobiti otroka. Pač jaz vidim to tako, no, če se nekaj, ne vem, hoče spremeniti ali pa da bo, ne vem, da bo res nekaj temeljil na nekih vrednotah, mora biti vse v skladu z naravnimi zakoni. Zdaj pa pač moramo vsak zase sam sebe vprašati, kaj lahko kdo prispeva oziroma ali pa kaj je mogoče treba, ne vem, pri sebi še razčistiti, popucati ali, ne vem, narediti drugače. Jaz sem se tudi začela v bistvu, ko sem ostala doma s svojimi otroki, spraševati, so začela vprašanja znotraj mene, ne, v bistvu, kaj so sploh pravila, ne, ki so nam jih postavljali, ne vem, kaj sploh je nek red, ki ga, ne vem, ne, ga imamo. Kaj je sploh priden otrok ali pa poreden otrok ali pa ne vem, ne. No, saj tudi pater Gržan je tudi govoril, kako v bistvu igramo vloge skozi, ne, venomer igramo vloge in nikoli v bistvu nismo pristni sami s sabo, ne. In to je, ne vem, no, kam to pelje, no. Po drugi strani je to, a si res dovolimo živeti to, za kar smo v bistvu poklicani. Ali se čist, ne vem, podredimo avtoritetam in pač delamo tako, kot nekdo reče, ne. In tule začne se pa vse pri otroku, ne, mislim, ja. Zdaj, kako doseči, da bomo šli, ne vem, da se dvigujemo, ne vem, na neko, bom rekla, na neki višji nivo ali kakorkoli zavedanja, to, da vsak od nas prevzame odgovornost, vsak zase. Pa nič ni narobe, če razmišljamo, ne vem, drugače, hvala Bogu, a ne, saj to je dobrodošlo, ne. Tudi, kar sem jaz opazila zadnje čase, da je ogromno ene obsodbe, če nekdo razmišlja majčkeno drugače, in to absolutno se tudi v šolah kaže, a ne, v sami vzgoji in izobraževanju, čim je otrok majčkeno drugačen ali pač ni po nekih ne vem kaj, ne, je takoj dobi odločbo. Zato pač, ne, treba se vprašati, koliko smo kot družba zašli, zakaj smo zašli in zakaj smo prišli do te stopnje, na kateri smo, a ne. Saj jaz mislim, da ta covid histerija, kultura, karkoli, je v bistvu za vse nas bila dobrodošla, zato da nas je zbrcala, da smo začeli malo drugače razmišljati, ker drugače bi verjetno še naprej spali. Zdaj, treba je pa pač spoštovati mnenje vsakega posameznika. Jaz se več pač ne ukvarjam, če nekdo, ne vem, želi še vedno, ne vem, ubogljivo sprejemati vse, kar se mu servira, pač ne, a ne, saj moja naloga je, da ga spoštujem, pač, da spoštujem to, a ne, in ko bomo vsi prišli, bom rekla, ne vem, na stopnjo te zavesti, da bomo lahko spoštovali mnenja drugega, mislim, da takrat se bo tudi kaj premaknilo bom rekla, v dobrobit vseh nas, no. Ja, zdaj mogoče še za čisto na koncu, no. Še to bi rada. Mogoče iz Božje besede, Sveto pismo pravi, da naj spoštujemo svoje starše, da bomo dolgo in ne vem zdaj celotno, ja. Ampak jaz sem imela, bom rekla, tako en tak burni razgovor
z eno gospo okrog tega in sem rekla, ja, ampak je treba pač širši vpogled v to spoštovanje, a ne, kaj to pomeni, ne. Ker če ti posegaš v neki pogled, drugačen pogled in ga ne spoštuješ, ja, ne moreš pričakovati nazaj, da te bo nekdo spoštoval. In potem moj odgovor nazaj je bil tudi vers iz Svetega pisma, a ne, kar seješ, to boš tudi žel. Tako da vsak zase ve, kaj in kako. Ja, in kaj je, se mi zdi najbolj pomemben, da se nikoli ne nehamo učiti. Da v bistvu smo izgubili tisto, tudi pri otrocih tega ni več, tisto kreativnost, tisto raziskovalno žilico, tega več ni, vse je tako togo, vse je tako, ne vem, in pol hodimo, ne vem, po svetu vsi zategnjeni, vsi, ne vem, ne. Meni je bilo prav zanimivo, ke je bil en brat iz Nizozemske pri nas in pač prvič je prišel v Slovenijo in kaj je opazil, ne. Je rekel, vi Slovenci, prav, noben se ne smeje. Vsi ste tako zategnjeni, vsi ste tako, mislim, to je bila pač njegova, ne. Ampak je res to, ne, mislim, ne, in to projiciramo tudi pač na svoje otroke, a ne. To ni v redu, ne. In zdajle v tem času se je to sploh pokazalo, zdaj točno ne vem, no, ampak ogromno otrok je na psihiatričnih obravnavah. To se itak pač nikjer ne govori. Mislim, treba se vprašati, kaj mi kot družba, kot vsak posameznik lahko naredimo, ne. Ker ne moremo non-stop nekoga kriviti. Vlade, predsednike, globaliste, dajmo sami sebi natočiti čistega vina pa si priznajmo, da smo mi krivi za to, da je prišlo do vsega tega, kar je prišlo. In bo treba redko dvigniti pa nekaj začeti delati, a ne. Pač to je moje prepričanje, no. Razumem pa, da tudi tisti, ke mogoče ne vejo, kako ali kakorkoli zastopam, ker če si ti, ne vem, leta in leta verjel v neke programe, je zelo težko, ja, izstopati ven iz njih in prvo je najtežje si priznati, da je vse, kar si verjel prej, laž, da ni tvoja resnica, a ne. In šele takrat se lahko v bistvu pot samouresničitvi začne. In to govorim res iz lastnih izkušenj, ker še dandanes se najdem, se zasledim večkrat na dan, da spet padem v tisti koncept nazaj. In ni preprosto, saj, a ne. Bom rekla, da bomo mogli iti res čez te porodne bolečine, da bomo lahko nekaj novega rodili, nekaj novega, ne, da bo za dobrobit nas vseh, predvsem pa seveda otrok. Pa zdaj bi mogoče še podelila na koncu to, no. Jaz sem kot otrok imela čudovito izkušnjo, za katero sem hvaležna svojim staršem, predvsem pa svojemu staremu staršu, to je bil moj star ata. Jaz nisem hodila v vrtec oziroma sem šla samo tisto leto, ne vem, ke je bila mala šola. In koliko je bilo meni kot otroku, danes to lahko razumem še bolj pomembno, ker midva sva sodelovala. Jaz res nisem imela, bom rekla, ni bilo tega ukalupljanja, no, on me je sprejel tako, kot sem, sodelovala sva, vse sva delala skupaj. In tule je pa to izzvenelo, a ne, danes ni več tega stika, tega odnosa med starši pa med njihovimi otroci, danes je vse, ni časa, vsi drvimo ne vem kam.
Ne znamo se pogovarjati s svojimi najbližnjimi, a ne, ti odnosi so kritični, ne znamo komunicirati drug z drugim, mislim, ne. In to je, in naši otroci so samo refleksija nas samih, saj ne more biti drugače, ne. In jaz sem recimo s svojimi tremi ogromno sem se naučila v tem zadnjem letu, ker sem videla, koliko je še enega, pa se bom zdaj mogoče grdo izrazila, sranja še v meni, ki ga moram spucati, ampak sem jim hvaležna in jaz vedno, tudi če pač padem, še vedno nazaj, ker ne, napake so dobrodošle, brez napak se ne učiš, ne. Jih pač nekako probam res, ne vem, da so enakovredni meni in se pač usedem z njimi in se pogovorim in jih tudi prosim za pomoč, lahko sodelujete z mano, pomagajte, ustvarjamo skupaj nekaj, a ne. In se razumejo, otroci niso, mislim, so inteligentna bitja, dosti bolj kot marsikdo, ne. Tudi, še to bi mogoče povedala, da ti otroci, ki so, bom rekla, bili, ki niso bili vpeti v neki izobraževalni sistem, ki so se šolali od doma ali pa na kakršenkoli drug način, so bile raziskave delane, da so ti otroci nadpovprečno inteligentni in da ti otroci so res nekaj dosegali v življenju, ne. In tu so bili od Alberta Einsteina do vseh teh znanih, ne vem, ne. Ne, ker za sam program oziroma za sam sistem so bili pa problematični. Danes bi dobili sigurno pač odločbo o usmeritvi, ne, oziroma PP, ne. Tako da ja, no, tule se moramo mogoče majčkeno zamisliti, kam to vse pelje, tako kot sem pa rekla, začne se pa vse tukaj, ne, ker v končni fazi oni so prihodnost, ne. In vse ostalo, bom rekla, se pogovarjamo, ne vem, o gospodarstvu, o tem, o onem, tule se pa, ne vem, no, premalo se mi zdi, da se govori o sami vzgoji in izobraževanju, tako smo jih potisnili tja nekam v kot. Ja, in ni lahko ampak ko bo vsak zase, bom rekla, naredil premik, bo lažje, no. In ne moramo čakati na rešitelje, ampak smo mi rešitelji sami sebi, to je pač, ne. In najbolj prav je tisto, kar sami čutimo, in gremo pač potem, tako kot sem jaz pač rekla, jaz sem se odločila in jih ne dam več nazaj v sistem, ker jim sistem ne prinaša popolnoma nič dobrega, ne. Tako da ta najstarejšo sem imela v sistemu kar dolgo časa in vidim, kakšne travme so danes, koliko je težav, koliko je težko razumeti, ne, nekaj novega, nekaj, mislim, tako da dajmo se vprašati pa, ne, kako je že pregovor, strah je od znotraj, da pa nič ni, ne, tako da, mislim, ne, ker normalno, saj poslušam ljudi, ki ja, pa ne vem, pa služba, pa kako, pa vse se da, samo če se hoče, kjer je volja, tukaj je pot. Tako da ja, hvala vam vsem za posluh, pa mogoče res, da malo pobrskate znotraj sebe, pa se majčkeno vprašajte, probajte poiskati tistega otroka v sebi, kaj bi si vi želeli, ker a mi sploh vprašamo otroke, kako je njim, kako se oni počutijo, kako oni doživljajo svet, kako ga vidijo, kaj si želijo. Noben ne vpraša otroka, a ne. Tako da mislim, da tukaj bo še kar dosti dela na tem področju.
Pa hvala vsem. Ja, jaz bi na to, no, se pravim, ne, pač, da vsak od nas nosi odgovornost. Kako se bo družba v prihodnosti, bom rekla, obnašala. Kakšna družba bo, na kakšnih vrednotah bo temeljila. Ja, in treba si je, bom rekla, bi si že bilo treba, no, naliti čistega vina. Ker tako, kot si rekel, Mihael, zdaj se mi zdi, a ne, ko je golob obljubil, da ne bo več mask, in tega so starši kar komaj čakali, da jih bomo lahko poslali. Saj razumem, je tudi ta težava, včasih, bom rekla, so stari starši bili doma, so bili v penziji in so lahko, bom rekla, pripomogli zraven, danes tega v veliki večini ni. Tako da tukaj mogoče tudi to sodelovanje medgeneracijsko ne pride v poštev. Ampak to je, se pravim, to je vse neka agenda. Zdaj, tako kot sem rekla, odločitev je pa na posamezniku. Se bomo strinjali z njo ali se pa pač ne bomo. Tako da, to je to. Hvala. Ok, Iskrina, hvala tebi. Ja, jaz se Katji v imenu vseh članov za te iskrene besede zahvaljujem. Ima veliko srce, veliko moč, z možem dajeta skozi svojimi otroci, zato da šolata doma, to, kar zakon tudi dopušča. In če sem jo prav razume, rekla, da zdaj želijo tudi nadzor nad tem šolanjem doma imeti in posegajo res vsako poro našega življenja. Malo me to spominja na tiste moje prejšnje življenje iz spovednice, ki je župnik vprašal doma še nazadnje, kaj ješ, kolikrat si v posli in tako naprej, kolikrat v cirku denar prineseš, tako da je vse pod nadzorom. Glejte, samo malo drugačen je ta nadzor. Ta je malo drugačen, s tem, da nas želijo zastrupiti, še mimogrede iztrebiti, ker je preveč ljudi. Jaz tega ne vidim, ne čutim, prepričati sam se ne morem. Ampak stvari čutim v srcu, da je treba stopiti nasproti drug drugemu kot posameznik, nekaj narediti v tej smeri, zato se tukaj tudi združujemo. In jaz moram reči, da sem živel svoje življenje zelo lepo, zelo dobro, zelo bogato in duhovno in kako drugače tudi. Ampak to, kar je zadnja 3 leta, so pa izkušnje, ki me v dno duše prizadenejo, ne samo mene. Če glih sem, moram reči, jaz tle res oborožen z nekim znanjem, z zavestjo in z življenjem. Tako da, Katja, še enkrat ti iskrena hvala. Za zaključek bi pa rekel tako, potrebno bi bilo narediti odpravo nekaznovanosti storilcev v zavodih z otroci, odgovornih za najhujša družbena hudodelstva s ciljem zatreti hudodelstvo in hudodelsko naravo človeka, predvsem zaradi zagotovitve pravičnosti, zaradi zagotovitve miru, ter zaradi boljše prihodnosti naše družbe, ki temelji predvsem na naših otrocih.